Ok, bomo začeli zdaj z skupino B, v kateri smo v bistvu razpravljali o viziji, ukrepih in pa konkretnih, recimo, da ukrepih, se pravi na temo verige vrednosti, organiziranosti kmetijstva in zadružništva v podporo diverzifikaciji kmetijstva. Tako da tukaj smo se malo dotaknili, se pravi, naše vizije, kaj si predstavljamo v okviru tega. Predstavljamo si predvsem dinamične, podjetne, male kmetije, ne, oziroma kmetijska gospodarstva. Računamo, da bi bilo teh 5%, oziroma če je več, toliko bolje. Druga zadeva, zelo pomembna pri tem, je kvalitativen preskok, zgolj seveda ob povezovanju in sodelovanju med vsemi akterji. Premostitev vrzeli med generacijami se nam je zdela zelo pomembna. Predvsem to, ne, da se poskrbi tudi za starejše na kmetijskih gospodarstvih. Potem smo izpostavili pomen šampionov, se pravi tako vertikalnih povezovalcev, se pravi primerov dobrih praks na strani zadruh in seveda vseh tistih, ki imajo že vzpostavljene dobre pogodbene odnose v celotni verigi in seveda s tem nekako navezali to na konkurenčne, odporne verige vrednosti in seveda s tem povezavi optimiranje celotne verige. To naj bi seveda podprl paket politik, ki seveda mora vsaka dobro upravljati svoje poslanstvo, tako kmetijska politika, kot socialna politika, kot izobraževalna politika, se pravi, kot je dol navedeno, kmetijstvo, sociala, znanje. To je v bistvu to, kar se naše vizije tiče, tako si mi predstavljamo, kmetijska gospodarstva in kmetije na podeželju v povezavi z diverzifikacijo, recimo čez kakšnih 20-30 let. Potem naprej, konkretno, se pravi, smo se pogovarjali o ukrepih in izzivih. To smo združili kar v eno skupino, ker se nam zdijo dejansko ukrepi v povezavi s samimi izzivi, s katerimi se trenutno soočamo. In sicer največji izziv, ki smo ga opredelili, so te sive cone v povezavi z zakonodajnimi predpisi, tudi podatkovne zbirke, imamo jih ogromno, ampak podatkovne zbirke nam zdaj v tem trenutku lahko zelo omejeno pomagajo, nekako pisati ukrepe oziroma pač odločevalcem politik. Potem seveda zakonodajni okvir, ki mora biti dovzeten za dinamičnost, mora biti tako naravnan, da zadovolji nekako vse, akterje v celotni verigi vrednosti. Seveda potem smo nekako kot en izziv navedli tudi podporo. Predvsem gospodarstvo naložbe v verigi vrednosti. Potem seveda obstajajo trenutno tveganja, povezane s samostojnim vstopanjem na trgu, predvsem te najmanjše, ki so neperspektivni, v bistvu, ki niso tečem večji, potem smo se razvedeli tudi povezali zadružništvo na ohranjanje najdbo zadružništva, predvsem strani potrošnika, ker sami zadružniki v bistvu vedo, kaj zadružništvo pomeni, predvsem moderne družbe spoznati kot za primerjalno prednost primerjavi z ostalimi sistemi. In seveda sredstev na razvojnih politik, se na to pripravlja EKSRP in pa SND. In seveda vse tem skupaj holističen pristop, celovit pristop zavzeti, da bomo dosegli diversifikacijo takšno, kakšno si želimo in tudi nekako razvoj kmetijstva in podeželja v Sloveniji. To je naša sprememba in se bomo vzeli. Mislim, da je to zelo dobra razprava, da reči, kvalitetno. Če ne, pa prva skupina, kdo bo
Ja, spoštovane kolegice, kolegi, v naši skupini je bilo zelo mirno, nobene prave razprave, idej. Skratka, že pri viziji smo se zapletali, kaj je prej, kaj je potem, čeprav smo rekli, da govorimo o tem, kaj bo potem. Tako da smo si rekli, da si predstavljamo kmetijo dejansko kot poslovni subjekt v naslednjih desetletjih, kjer bo razmejeno oziroma jasno postavljeno, od kje naprej in do kje je kmetija kot fizični subjekt oziroma s tem pravnem svojstvu in od kje naprej so ostale oblike organiziranja. Tudi je bila seveda dilema, a naj govorimo samo o kmetiji, torej kot o fizični zgodbi, ali o kmetijskem gospodarstvu, kjer so seveda zajeti vsi ostali segmenti kmetovanja. Skratka, želimo, da vidimo pač kmetijo oziroma kmetijsko gospodarstvo kot celovit in pa spoštovanja vreden subjekt na našem podeželju, če smo iz tega nekoč izhajali. Želimo seveda, da bi tudi ta dodana vrednost, ki je na kmetijah dejansko prispevana, da se korektno vrednoti in da to prizna tudi potrošnik skozi ustrezno nagrajevanje kakovostnih produktov slovenskih kmetij. Pri tem bomo seveda se trudili, da bodo ti pridelki tudi oziroma izdelki in storitve kmetij tudi ustrezno označeni, promovirani in da bodo pač tudi to prepoznavo omogočali. Pomembno se nam zdi, da bo tudi v prihodnje več sodelovanja, tako med kmetijami, temi obstoječimi, ki so že, in bodočimi, ki morda tudi niso vključene v neke oblike organiziranja. Skratka, verjamemo, da skupaj zmoremo več. Tu seveda vidimo tudi ambicijo, da se tudi mladi vključujejo, da bo ta prenos, prehod na mlajše generacije potekal dovolj intenzivno, da bodo lahko večji del prevzemali bremen in pa tudi seveda koristi, se pravi dostojno živeli v ekonomskem, socialnem, duhovnem in ostalih smislih na kmetiji, na podeželju. To, kar si želimo, je, da bi bilo učinkovitejše in pa bolj celovito podporno okolje, kot ga imamo danes, in da bi tudi dopolnilne dejavnosti kot eden od vidikov diverzifikacije na kmetijah bile enostavneje dostopne, se pravi, da bi bil vstop omogočen ne samo do sedanjega okvira, ampak tudi do poenostavitve glede podpornih aktivnosti, ki naj bi te dopolnilne dejavnosti omogočile oziroma jih morda dodatno še oplemenitile. Opolnomočen kmet je seveda tudi tisti, ki ga pač želimo videti v naslednjih desetletjih. Ukrepi, da pridemo do tja. Ukrepi, lahko. Naprej. Ja, prosim. Kolega Martin, ti boš naslednjič imeli župnik. To sem bil že enkrat, ko sem rekel, da imam pa tako da malo težje. Rekel, ja, prosim, sem že prej tudi. To bo zrezano. Pri ukrepih smo, kako priti do tja. Želimo si ukrepov, ki bi omogočali več zaposlitev, tudi teh zelenih, novodobnih na kmetiji, da bi kmetije postavili lahko tudi demonstracijske učne kmetije v mnogih ozirih, da bi tudi mladina izven samega kmečkega okolja imela možnost boljšega vpogleda in pa spoznavanja seveda življenja in pa storitev, ki jih na teh kmetijah
omogočamo. Pri tem seveda stavimo na mlade, da bodo pritegnili morda še v večjem obsegu in pa tudi, da se bo delalo z mladino več kot danes. Se pravi na tej ravni prepoznavnosti, da ne rečem promocije naših aktivnosti tudi med mladimi in to od vrtca navzgor. Med ukrepi želimo tudi, da se bolj učinkovito vzpostavi kmetija kot poslovna entiteta, se pravi, da se te aktivnosti dejansko lahko opravljajo, če poenostavim, v vseh aktivnostih, ki niso prepovedane. Tako da konoplje, industrijska, ja, ona ne. To se tudi izreže, ja. Potem, ja, glejte, diskusija je bila mnogo bolj plodna, ampak jaz samo povzemam. Ja, eno od pomembnih zadev, želimo, da se ukrepijo, torej, da se oblikujejo to, kar je zdaj dosti pomanjkljivo, stičišča regulatornih sistemov, se pravi, da je več informacij dostopnih na enem mestu, oziroma se tudi te različni resorji, da se te informacije in pa ukrepi na skupnem mestu dajo tudi potem najti in tudi se nanje prijavljati. En od segmentov je seveda gotovo tudi dodatna poenostavitev davčne obravnave v smislu pavšalov, pa mogoče še kakih drugih poenostavitev. Gre pa tudi za, to zdaj ni kritika, ne na svetovalno službo, ne na zadružni sistem, ampak gre za to, da bi bilo potrebno, da se tudi naše službe in pa seveda sistem zadružništva oba vsak v svojo smer razvijata naprej v smislu dopolnitve storitev, dodatnega izobraževanja, tudi promocije, tako pomena teh vsebin, kot tudi seveda samega izobraževanja oziroma promocije aktivnosti. Tako se pravi na splošno, kot tudi in morda še posebej v kontekstu povezovanja pač z ambicijo, da smo skupni močnejši. Evo pa še izzivi današnjega dne, čisto kratko, ker so bili v bistvu že kar vgrajeni tudi v vizijo. Se pravi, obstoječe odporno okolje je ta hip še kar ovira v tem smislu, da je potrebno pač hoditi na različne urade, pridobivati različna soglasja na različnih koncih. Skratka, v primerjavi z neko EVM točko za podjetnike, za obrtnike, nam pri nas vendarle še kar nekaj tega manjka. Tudi ta druga stvar sem že omenil, zadnji sistem smo slišali 13.000 kmetij vključenih. Kmetij seveda, ki so kolikor toliko tržno orientirane, je verjetno še 2 do 3-krat več, ne. Tam do 50.000 ne bi bilo takšnih, ki so vsaj deloma tudi tržno orientirane, kar pomeni, da je seveda tudi tu premislek o dodatnih aktivnostih tudi v to smer. Podobno, kot sem prej že rekel, tudi obstoječi pač okvir znotraj kmetijske svetovalne službe, tudi tu bi bila pač potrebna dograditev vsebin, ki bi sledile temam in dilemam, ki smo jih tudi danes v debati odpirali, se pravi od specifičnih znanj, ki bi omogočale popolnejšo podporo, popolnejši servis kmetom s temi vsebinami, ki jih danes žal še ne omogočamo. Potem izziv je tudi seveda, kot je bilo že nakazano, šibko sedanje medresorsko sodelovanje, kjer se pač tudi so zgodbe od tu do tam na kmetijskem ministrstvu, od tam dalje na gospodarskem, pa potem od tam dalje na delovnem itd. Tako da ta del tudi vidimo še pač obstoječe ovire. Pa ugotovili smo tudi sama definicija kmeta, da imamo 4-5 različnih definicij, da je za različne potrebe pač obravnava različna, pa spet gremo od davčne do socialne, do pokojninske itd. Zakonodaje. Tako da te izzive se želimo preseči. Hvala lepa. Hvala lepa.
Kakšen komentar, dopolnilo? Hvala lepa. To se pravi, sem za tistih še zunaj, gre za to, da je kolegica Alenka dodala, da pri izzivih je potrebno tudi poudariti omejen obseg zajetja pridelkov kmetov v zadružni sistem. Dobro, še kakšno? Ni zato, ker ni bilo na mikrofonu. Če ne, naslednja in zadnja zgodba. Ja, prosim. Boljše bilo, da je bila tiho, ampak jaz mislim, glede to, da tukaj smo predstavniki institucij, ki strokovno delamo vsak na svojem nivoju in to, kar so kolegi iz različnih sfer prikazali, jaz moram reči, da se strinjam in razmišljam o tem, kako bi prišli do boljših ukrepov. Se mi zdi, da v tem trenutku imamo mi največ izziva z kulturo politike. Ker enostavno, jaz ne vem, zakaj nas ne razumejo, kadar zamenjamo te maske, smo čisto drugi ali kaj, jaz ne vem, ampak tukaj vsi govorimo en isti jezik, ne glede na to, odkot prihajamo. Tako da tukaj imamo en veliki izziv, ker če ne bomo čez 5 let, ko bo novo programsko okolje ali pa novi izzivi, še vedno isto ponavljali, kot bomo zdaj. Tukaj moramo res en premik narediti. V dialogu in v spoštovanju različnosti, po drugi strani pa sodelovanju različnih znanj, ljudi, posameznikov in inštitucij za doseganje skupnega cilja. In Luka bo spet rekel, da ustanavlja politično stranko. Oprostam se, nadaljavo, te, ki so še z nami ne slišijo, predlagam, da gremo naprej na digitalizacijo. Kdo bo? Doris? Jaš? Zdaj Gora, sem pa Gora, zdaj ni več tam. Ja, v naši skupini smo razpravljali o digitalizaciji. Razprava je na trenutke malo difuzno potekala, tako da moja predstavitev zaključka tudi verjetno na podoben način. Zdaj tako, mi smo malce analizirali zadeve, stanje digitalizacije, splošno kot tudi v samem kmetijstvu ugotavljali, da v bistvu v določenih primerih v bistvu infrastruktura fali ali je oziroma je ta pomanjkljiva in da bi bilo treba tle, če se če kakorkoli neko okolje, kmetije pa kakorkoli digitalizirati, v bistvu je prvo rabilo kvaliteten dostop do interneta. Zdaj, vnaprej smo ugotovili, da je v bistvu znanje na tem področju v bistvu dokaj pomanjkljivo z vidika, da tudi določene inštitucije oziroma izobraževalne inštitucije nimajo ustreznih kadrov za to področje, da bi se v bistvu ta prenos znanja do kmetij prenašalo. Tukaj smo pa v bistvu prišli do nekih zaključkov oziroma, da bi mogel se ta prenos znanja krepiti, razvijati človeške resurse, delno tudi reorganizirati sistem znanja, potem se pravi razvoj infrastruktur na vseh nivojih, povezljivost podatkov se nam izdela zelo pomembno, potem investicije v pospeševanje prenosa tehnologije v prakso, vzpostavitev demonstracijskih centrov, kar se mi zdi ključno, konec koncev kmetje radi na lastne oči vidijo, kako zadeve funkcionirajo, v bistvu na samo predstavitev znanja, če tega v živo ne vidijo, kaj imajo tega, pa koliko lahko profitirajo, v bistvu nekega uspešnejšega prenosa ne bo. Kakor sem prej omenil, se pravi tudi krepitev in povezovanje raziskovalnih in izobraževalnih institucij, se pravi investiranje v kadre, znanje, specialiste, tudi v gospodarstva, kmetije in zadruge.
razvoj programov za digitalizacijo konkretnih skupin, ukrepi seveda morajo biti uporabni in dostopni, tako kot sem že prej omenil, in se pravi, kakor izpostaviti uspešne ukrepe, vzpostavitev dialoga med deležniki, med drugim tudi ustanovitev delujočih digitalnih stičišč. Seveda vse skupaj bilo treba tudi poiskati prek evropskih razpisov, da se to investira, prilagoditi strateški načrt in ga okrepiti z digitalizacijo, pa kaj smo še imeli? Obstoječa stičišča, da se postanejo stalni, se pravi, postanejo stalni deležniki z vladnimi in nevladnimi organizacijami na področju digitalizacije. To je tudi z moje strani naše. Če bi kdo dopolnil? Če ne, ura je tik pred zdajci, 5 minut do konca. Predlagam, da jaz na kratko povzamem, ne da naredim tako referat, ampak samo poskušam sintetizirati, dam v ključna sporočila in napotke za naprej. Torej, jaz mislim, da prejšnji dogodek in ta dogodek skupaj sta dala jasno vedeti, da diverzifikacije na kmetijskem gospodarstvu v verigah vrednosti pomembno orodje za doseganje in izboljšanje položaja kmetijskih gospodarstv in drugih subjektov na podeželju. Pri tem smo pa seveda odkrili ogromno težav, zelo veliko smo si dali dela z birokratskimi ovirami, z šibkim podpornim dialogom, z zaostanki na nekaterih področjih, z definicijami, z pravnimi statusami, z šibkimi kolektivnimi rešitvami, torej predvsem kar se tiče kmetijstva, še nekje v zametku smo, in pa da tudi vso podporno okolje vezano na digitalizacijo, ki smo jo obakrat evidentirali kot lahko pomembno orodje za doseganje ciljev, da smo tudi tukaj na začetku. Pri viziji smo dejansko govorili širše kot o diverzifikaciji, pa o tem, kakšno kmetijstvo bi želeli imeti, kakšno podeželje bi želeli imeti, kakšno je to okolje, v katero smer se naj razvija, predvsem v smislu povezovanja, tehnološkega napredka, tržne valorizacije, kakovosti in odpornosti. Pri tem pa seveda nismo mogli mimo neke nove vloge države. Na obeh delavnicah smo ugotavljali, da politike so, da so pa zelo razparcelirane, zelo sektorske, nedodelane, da ni skupne vizije politik, da ni za nekatera področja je zelo šibek regulatorni sistem, da nekatera področja podpor ni. Pač sistem se prilagaja, kmetje iščejo svoje rešitve, podeželje išče svoje rešitve. Pogosto se izgubi v iskanju denarja, manj pa v uresničevanju vizije. Če povemo ključna gesla, s katerimi lahko zaključimo, je ta antibirokratski pristop, torej nekaj očitno treba na regulatornem vidiku narediti. Tem zelo pomemben je vključevanje vseh deležnikov v načrtovanje, v izvedbo in v koristi celega sistema. Smo pa tudi za to delavnico dokazovali, da se da, da smo sicer vajeni na ta način delati, ker se poznamo v mali državi, je to zelo enostavno, ampak da se da z neko energijo skupaj vleči in narediti neke korake naprej. Mene to pogumlja, da ima to večdeležniško stičišče neko prihodnost na nek način in kot stičišče razumevanja istih problemov strani vladnih, nevladnih in raziskovalnih struktur. Bolj podrobno, bolj strukturirano, bolj procesirano,
mnenje bomo poskušali postaviti, zapisati. Mogoče bomo nazaj se vračali še k kakšnemu predavatelju, moderatorju, če kaj ni bilo razumljeno, imamo sicer vse posneto. Nastal bo krajši tekst do 10 strani, med 5 pa 10. Mislim, da imamo zelo dosti štofa. Ta osnutek bi potem obravnavali na novi delavnici, v bistvu krajši, kjer bi šli čez tekst do dopolnil. Predvsem bi pa recimo predstaviteljem, prezentatorjem in moderatorjem poslali naprej, da mogoče dopolnijo in da bomo pol do čim boljšega dokumenta prišli. Ali bo to v sredini oktobra lahko v živo, poskušali bomo vse narediti, da bo v živo in hibridno na nek način, da ne bo zgolj hibridno. Tako da še enkrat se zahvaljujem vsem, ki ste prišli, za inpute, bodisi kot udeleženci, bodisi kot moderatorji, bodisi kot tisti, predvsem bi se zahvalil res in zadnjič in danes vsem, ki ste si vzeli toliko časa, da ste tudi pripravili predstavitve, ker smo zagotovo in zadnjič in danes ujeli kaj novega. Evo toliko v župnikovskem stilu, glas me je začel v ta način iti. Zaključujem in se vam res zahvaljujem in vas vabim na naslednji dogodek. Hvala lepa, srečno pot in lep vikend.